Zdaj pa pejmo na Štajersko. Vem, že tretja oddaja zapovrstjo, imamo segment posvečen Štajerski. Evo, obljubim, da če bo Štajerska spet v naslednji oddaji, bomo dali delati špico, tako kot za Planet 18+. V glavnem v Račah je prišlo do tatvine v kmetijski zadrugi. Neznanci so v noči na torek iz hladilnice ukradli zajetno količino govejega mesa. Dobrih 1700 kg, to so 4 lepi biki, ki so bili namenjeni v našo mesnico. A si predstavljate te 4 lepe bike? Kdo ne bo nikoli videl mesnice, fante, a? Škoda, da so bili že mrtvi, ne, ko si jih ukradli. Kakšna je bila vrednost tega mesa? Včeraj zgodaj zjutraj smo bili obveščeni o tem, da je neznanec na območju Rač odtujil več kosov mesa. Z dejanjem je oškodoval lastnike za približno 12 000 evrov. 12 000 evrov, ste vi normalni? To je skoraj četrtina mojega honorarja na epizodo. Vprašanje je zdaj, kje bo to meso končalo? Tega je kar nekaj. Tega mesa ni malo. To je za 13 000 evrov mesa. To sta 2 toni mesa, lepo vas prosim. S tem mesom nahraniš bavtka z YouTubea za 2 dni. Kdo bi lahko bil krivec? Kaj pravi direktor kmetijske zadruge? To je nekdo, ki bi prišel kar od zunaj, prvič ni mogel narediti. Ne, tako da. To je mogel nekdo, ki je poznal situacijo. Že kak not priti, pa kje je to, pa za koga gre pa vse. Ne. Direktor pravi, da je šlo za tako imenovani insider job, notranje delo. In to je zdaj tako slišati, da je šlo odmor za malce zaposlenih. Kaj te ošti danes? Ma one 4 bike tam. Kaj ima nadzorne kamere? Ni se videlo dobro, smo videli samo bolj avtomobil, kakšen je bil. Ne, tako. Ni se dobro videlo, tudi slabo vreme je bilo, dež je fez padal, teda je bilo slaba vidljivost tudi. Ne. Jaz bi rad sam tako poudaril, da nisem bil jaz. To nisem bil jaz, no. Ne vem, kdo je bil sam, na kameri je bil samo dež. Dež pa avto. Kaj pa pravijo ljudje? A so dali kakšno zanimivo informacijo? To bi rabo toliko mesa za sebe? Ja, kjer je lačen, ne? Kjer sem se malo. To bo pa en fest jedo. Fest je težko verjeti, da bo samo za njega ostalo. Ja. Ja, to so zdaj take, ko so pač se združijo. Ne, da potem eden, potle pa drugi še dobi zram, ne? Ok, se pravi, če vidite ljudi, ki se družijo in jejo meso, pokličite policijo. Še posebej, če si ga delijo, če si podajajo meso. To so oni. Štajerci ste tudi... A nimate najboljšega vedeževalca pri nas? Zakaj njega ne pokličete? On bo razjasnil situacijo, 1, 2, 3. Rekel, biki so tam, dalje! Ne bo kaj se dogaja na letaru Air Force One, the most beautiful airplane in the world. Predsednik Trump je rekel, quiet piggy, novinarki. Tiho pujsa. Molči pujsa. Svet je zgrožen. Gospod pač tak je. On ima ta, rekel, odnos. Mene ne obenjemo. To je ta odnos. Pa lahko vidimo saj to novinarko, da vidimo, zakaj je to rekel. Hejteri bojo rekli, da je fake. To sem pripričal. Preden gremo na vis-a-vis, pa vam moram pokazati še tole. A gledate Jutro na planetu? Te rečete, ja. Hvala. Jaz tudi vsako jutro se zbudim in gledam to. In gledam prispevek, v katerem je naša novinarka Ana Gaber bila balerina. In v tem prispevku zaslišam en čuden zvok. Zdaj pa dajte še vi poslušati, če vi tudi to slišite, kar jaz. Stopiva par korakov naprej. Stopiva z desno nogo naprej. Desna roka pride tudi navzgor. A ste slišali? Režija, a lahko se enkrat samo ta zvok slišimo, please. Zdaj, jaz mislim, da sta dami na posnetku preveč fini, da bi spuščali take zvoke. Je bil pa še en osumljenec na prizorišču, ne? Ali pa kamerman. Pa še zmer ne vem, a je to ta zvok ali ne. Zato bi zdaj k sebi poklical našega hišnega strokovnjaka za plinske zvoke Lukija. Prosim za aplavz.
Luki, pozdravljam, dobrodošel v oddaji. Tokrat si naš gost v drugačni kapaciteti. Dobro, toliko drugačni kapaciteti spet ne, se v svojih prispevkih sam prdiš. Dober večer. Dober večer, pozdravljeni, gospod Godler. Hvala za vabilo. Luki, daj nam povej na začetku, povsem strokovno, seveda, a je ta zvok to, kar mislimo, da je? Da, Jure, lahko ti z vso strokovnostjo zagotavljam, da ta zvok je to, kar mislite, da je. Kaj pa mislimo, da je? Ja, to, kar je slišati, da je. Ok. Kaj je pa slišati, da je? Ja, nagravžen masten moker prdec, seveda. Ok, hvala, Luka. Sem vesel, da je maček iz žaklja. Zdaj lažje diham. Vas še kaj zanima, gospod Godler? Lahko vam recimo povem, kaj je oseba zaužila, da je prišlo do tako vrstne eksplozije tega žlahtnega agregatnega stanja. Me je strah vprašati, ampak se bojim, da mi je kar povedal. Tole je bilo posneto v centru mesta, Ja. korektno. Ja. Da. In če se ne motim, je v bližini mehiška restauracija. Je res? Nedvomno se je šlo za burrito grande z obilico fižola in pico de gaja, je pa tudi tukaj notri sladica. Zagotavljam, da je šlo za veliko laktoze. Ja, Luki, najlepša hvala za te izčrpne informacije o tem skrivnostnem prcu. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.